Temi, o katerih bomo spregovorili, sta dve, vendar sta med seboj tako povezani, da smo jo združili v eno. In sicer eno je vprašanje, kaj pomeni predlog zakona, ki je včeraj na seji pristojnega delovnega telesa doživel spremembe o odškodnini tako imenovanim izbrisanim za proračun v naslednjih letih in pa za blaginjo in razvoj Slovenije. In drugo, ki se dotika istega ministra in seveda prav tako sredstev davkoplačevalcev, kaj pomenijo obljube, ki so bile zdaj danes s strani ministra Viranta sindikatov. Ena med njimi je taka, da je zelo nenavadna, če se ta uresniči, bo imela seveda zelo velike finančne posledice, ki bodo dolgoročne. Obe stvari sta torej izrazito dolgoročni, kar se tiče slovenskega proračuna in lahko pomeni ta vsaka zase, obe skupaj pa sploh, zelo velik razvojni problem. Zdaj, zakon o povračilu škode, tako imenovanim izbrisanim, je včeraj obravnavalo pristojno delovno telo in to je samo še en trenutek, ko se lahko spomnimo, kako sem 10 let predlagal različne rešitve, v imenu SDS predlagali smo več variant ustavnih zakonov, kot izhodišče za pogajanja, predlagali smo različne druge rešitve, ki bi omogočile individualno obravnavo, predvsem pa bi bile hitre. Nekatere so bile tudi že usklajene s drugimi strankami, naprimer s dr. Bohincem so že pred desetletjem oblikovala skupen predlog ustavnega zakona, ki bi bil odlično izhodišče in če bi bil takrat sprejet, se danes niti slučajno ne bi znašli v situaciji, kakršni smo. Takrat je tisti ustavni zakon podaril Tone Rop, predsednik LDS-a in pa takratne vlade, potem je svojega ministra, gospoda Bohinca, še grobo ponižal. In to je pravzaprav na nek način zelo lep prikaz tega, kar se je dogajalo kasneje. Ves čas je tranzicijska levica zavračala kakršnekoli pogovore v tej smeri, češ da gre za manipulacijo, za zavajanje, ker da odškodnin ne bo, ker jih sploh ne more biti. Ko sem opozarjal, da se bo na koncu vse skupaj izrodilo v neko licitacijo zgolj v višini odškodnin in v nič drugega, sem bil deležen očitkov, da sem lažnivec, nacist, pravljičar, ne vem kaj, vse samo človek nisem bil. Včeraj smo bili točno na tisti točki. Vse se je sprevrglo v licitacijo v višini odškodnin, o ničemer drugem se nismo več pogovarjali. In to dejstvo, da so bile včeraj predvidene odškodnine v prvotnem osnutku zakona že povečane za četrtino, pa še nekatere druge stvari povečane, seveda priča o tem, kaj to v praksi pomeni. Za davkoplačevalce seveda predvsem, kaj pomeni to v obliki denarja. Če preračunate dejstvo, da je včeraj za četrtino povečala tako imenovani pavšal, ki bi bil kot odškodnina namenjen vsakemu med tako imenovanimi izbrisanimi vladajoča koalicija, to znese preračunano na celotno število približno 130 milijonov evrov. To je tudi uradno potrdil minister na seji večkrat, tako da o tem skoraj ne more biti dvoma. In naj bi to zajemalo pač proračun v naslednjih 5 letih. Vendar je treba vedeti, da je zakon napisan drugače, kot smo se kadarkoli v zgodovini pogovarjali. Namreč vedno je bilo rečeno, ali izplačati nek pavšal in se s tem izogniti sodnim postopkom, ki so že sami po sebi dolgotrajni in izjemno dragi, ali pa pač prepustiti vse sodiščem, naj se z individualnimi tožbami uveljavljajo odškodnine. Ta zakon je pa napisan tako, da predvideva vse, to se pravi, najprej da vsakemu pavšal, potem pa še omogoča pritožbo na sodišče, pri čemer vse stroške, tudi takse in vse plačajo davkoplačevalci, torej proračun. In na koncu seveda prav tako davkoplačevalci plačajo še sodno iztoženo odškodnino. To se pravi, dobi z vidika davkoplačevalcev strošek, pa škoda trikratna. Najprej pavšal, potem stroški sodnih postopkov in še sodno dosojena odškodnina. In verjemite, da bodo tožbe deževale, ker zakon je napisan tako, da dobesedno napotuje k temu, da bodo vsi to izkoristili, če bodo le imeli priložnost. Kaj to potem v praksi pomeni? Prej smo rekli, 130 milijonov evrov izhaja že iz sedanjega pavšala, iz osnovnega besedila. Potem je pa
noter možnost, da še 3-krat toliko, kajti ta številka je bila povečana iz 2,5 na 3-kratnik, iztoži vsak posameznik pred sodiščem, kar pa je pomeni že več kot $500 milijarde. To je zdaj že uradno potrjeno s tem, kar je koalicija izglasovala ob našem nasprotovanju včeraj na seji. Če se zgodi, kar je zelo možno, da bo ali še s kakšnim amandmajem že zdaj na seji, ali pa kasneje pri postopkih, pred katerim od sodišč odstranjena ta kapica, pa bo seveda potem odškodnina še bistveno večja in bo vsota tista, o kateri je minister Virant večkrat tudi že zdaj uradno govoril v imenu vlade Alenke Bratušek, da bo končna škoda za proračun daleč presegla $1 milijardo. To je mimogrede več, kot sem sam kadarkoli napovedoval v preteklosti. Mislim, da je bila, kolikor se spomnim, najvišja številka, ki sem jo nekoč po izračunu kot opozorilo namenu, takrat je bila €800 milijonov. Zdaj uradno, tisti, ki so takrat upili, da lažem, sami govorijo o več kot €1 milijardi, če citiram ministra Viranta, če bodo šle stvari narobe. Očitno gredo že močno narobe. Ob tem je treba opozoriti še na dejstvo, da se vse to dogaja veliko prepozno, da zaradi tega, ker so s tako vehemenco vsa leta zavračali kakršnekoli dogovore, niso bili sprejeti in uveljavljeni tisti mehanizmi, ki bili takrat možni, potem do teh postopkov sploh ne bi prišlo, se ne bi znašli v situaciji. In sedaj smo v položaju, ko s temi rešitvami ne zadovoljen nihče. Ni zadovoljen ne nihče med tako imenovanimi izbrisanimi, ni zadovoljen nihče med davkoplačevalci. Za tiste, ki so se borili v vojni za Slovenijo, pa je celo dogajanje seveda velika žalitev. In tudi za marsikoga med tako imenovanimi izbrisanimi je sedanje dogajanje žalitev, kajti zdaj so vsi spet v enem kotlu. Noter so tisti, ki so zavestno kršili slovensko zakonodajo, nekateri med njimi tudi sodelovali v agresiji na Slovenijo, in po drugi strani tisti, ki iz neke povsem objektivne, posebne okoliščine, recimo, da so bili bolnici, niso mogli pač urediti svojega statusa oziroma urediti stvari skladno slovensko zakonodajo. In do teh slednjih je tudi to krivično, kajti zdaj so vsi na nek način združeni v en kotel in tudi z tega vidika je stvar zelo, zelo slaba. Je pa bil to cilj tranzicijske levice od prvega dne, kajti spomnil bi vas, da vedno, ko smo se pogovarjali, se je vsem drugem dalo doseči nekaj izhodiščne dogovore. Samo o tem, da bi dosegli individualno obravnavo vsakega primera posebej. Tam se je pa vedno zalomilo. Tam je bilo pa vseh dogovorov in pogovorov vedno konec. In najbrž je jasno vsakomur, zakaj. Zaradi peščice tistih, s katerimi so bili oni nekoč politično povezani in se zdaj noter v tem skupnem kotlu, so pač na nek način vsi ostali kolateralna škoda. Največja kolateralna škoda tega političnega projekta tranzicijske levice bo pa slovenski davkoplačevalec. In vse to prihaja v položaju, ko je Slovenija že itak soočena s hudo recesijo in ko je zaradi vlade tranzicijske levice, kakršno trenutno imamo, na robu bankrota. Vprašanje je samo, na kateri strani roba. Najbrž, tako kot oni radi rečejo, da so že naredili korak naprej. Zdaj, k temu ne dodam še pač neko pripombo v zvezi s pogajanji gospoda ministra Viranta s sindikati, ki so bili zelo pozitivno opredeljeni v večini poročil, vendar imajo eno past, na katero želimo se, da se posebej opozoriti. Namreč noter je bilo rečeno, da so dosegali oziroma da so naredili korak naprej k doseganju dogovora, vendar ob tem, da je minister Virant obljubil, da bi za tista izplačila, ki bi bila pač obložena oziroma za razlike, kasneje lahko obračunali, citiram, tako kot je bilo v medijih poročano, uradne zamudne obresti. Veste, to je pa zelo zanimiva zadeva. Veste, kaj so uradne zamudne obresti? Te dosegajo v tem trenutku približno 9%. Lahko dosežejo tudi do 10%, če bodo stvari še naprej šle narobe v Sloveniji, tako kot žal grejo zdaj že več kot leto dni. In to v praksi pomeni, da se je na nek način odločila vlada, da vse to, kar bi morali storiti zdaj, na najdražji možen način prevali na davkoplačevalce v prihodnjih letih. Kajti potem je ceneje, paradoksalno je ceneje, če bi zdaj najel nek mednaroden kredit
pa vse te stvari izplačevali tiste obresti za mednarodni kredit, ker zanesljivo ne bi dosegle 9 odstotkov ali pa celo več, tako kot tako zadolževanje, kot ga je napovedal minister Virant. Mimogrede, taka zadeva je seveda, to verjamem, da se je pol dalo doseči za vsakogar, ki zna računati na nasprotni strani, zelo dobra. Kajti, če ti vzameš zdajle nek denar in ga položiš v banko, ne boš za svoj depozit nikdar dosegel 9 ali pa še več odstotne obrestne mere. V danem primeru bi pa pravzaprav točno to dobil. Samo da se vlada na ta način, na pravno vprašljiv način, zadolžuje znotraj države pri svojih lastnih državljanih, račun za to obliko bo pa prevalila na davkoplačevalce v naslednjih letih. In z tega vidika je tako početje izrazito neprimerno in izrazito kratkovidno. To je samo to, kar sta vlada pravzaprav ves čas počenja, da denar troši, daje nesorazmerne obljube, si kupuje volilni mir ali pa nagrajuje točno določene skupine, ki jim dolguje svojo oblast, obenem pa račun za to izstavlja davkoplačevalcev, ampak ne samo za to leto, ne samo za sproti, ampak to prevaljuje že tudi na naslednje generacije. Te pravice pa